Živijo, sem Aleš, prihajam iz Celja, vegan sem od leta 2012, star sem 44 let, čeprav mi ni videti. Drugače delam v strojništvu, ampak moje želje so čisto druge. Rad bi pač spoznal čim več veganov in tudi širil to idejo naprej. V bistvu pred veganstvom sem bil vegetarijanc oziroma celo peskarjanc, kar je še slabše, ampak tako je bilo, narava mojega dela je terenska bila in je bilo to bolj kot izgovor, sir, ribe, da še pač ješ. Veganstvo prav me pa po 2012, ko sem piknik tudi organiziral v Celju, jaz sem spoznal eno punco, ki smo skupaj organizirali v bistvu. In ona me je pripravila pol, ne pripravila, ker če bi me pripravila, pol bi bilo nasilo, ampak povedala mi je pol o tej mlečni industriji, o industriji z jajci in tako naprej. Potem sem pa začel razmišljati, Prva opcija je recimo ta, da mora krava biti vsako leto plojena, da daje sploh mleko, Jaz to nisem verjel. Živel sem kot otrok pri starih starših veliko, kjer imajo kmetijo, krave so se odzun pasle, telički so se molili, vse je bilo tako, mislim, tako kot vidiš zdaj v reklamah, A veš. No, potem mi pa ona to pove, in jaz sem pol dejansko takrat, v tistem trenutku, ko mi je to povedala. Kaj ti pove? Pove mi, da rabi biti krava vsako leto plojena in da je dejansko posiljena, zato. Se pravi, roko dajo v anus, pa s tisto palčko vodijo, mislim, bla. No, da nadaljujem. V tistem trenutku, ko mi ona to pove, jaz nisem verjel, ker pač čuden, Kličem staro mamo, daj mi povej, a je to res? In reče ona, ja, itak, ja, je res, ja. Jaz sem bil šokiran, Potem sem začel naprej raziskovati, tudi o jajcih, tudi o ostalih stvareh, o ribah recimo, o inteligenciji, o tem, da se pridejo pobožati. To je bila za mene vesoljska ladja, Ja, takrat, ko sem dojel, v bistvu dojel sem že prej, da so živali čuteča bitja, da čutijo, da razmišljajo v končni fazi, da imajo rade svoje otroke, se družijo med sabo, da imajo hierarhijo, ali kako naj rečem, družino in da živijo na tak način, Zato sem v bistvu tudi postal vegetarijanc, ker sem videl, kako počnejo s temi živalmi v industrijski reji, Takrat mi je to res klik naredilo, Potem pa še to, ker sem videl, ko sem spoznal dejansko, da enostavno tako ne gre več naprej, Ne moreš imeti rad živali, pa hkrati jim delati škodo, Sploh v takih velikih sistemih, kjer je, ne vem, ne znam si predstavljati več, res ne. V bistvu ni bil težek, mesa nisem pogrešal. Še zdaj mi smrdi, v bistvu nimam želje po njemu, Tudi ti nadomestki, v redu. Ampak najbolj sem pa pogrešal takrat sir, ker takrat še ni bilo teh nadomestkov. Navajen sem ga bil, dejansko to bila moja osnovna hrana takrat kot vegetarijanc, ker še večina ljudi zdaj kot vegetarijanci sir jejo, mislim, velike količine. To je bilo, Med mi je recimo bilo tak, sem še rabil nekaj časa pol, da sem to prešaltil, ampak to dejansko pol, ko vidiš, kaj se dogaja, zakaj, ker, ne vem, pol, ko enkrat spoznaš to, ne moreš več nazaj. Ja, letos sem tudi organiziral piknik, dobrodošel, oziroma hvala, ker si prišel. Ja, dejansko mi je ostalo to v spominu, pa videl sem, da v Celju se nič ne dogaja na tem področju, in bi želel uživiti to. Zato tudi nameravam zdaj vsakomesečno druženje organizirati, ki bojo pač verjetno na isti lokaciji. Hkrati bi še pa zraven podal kakšno temo, se pravi, da bo kratko predavanje na različne teme, pa potem pojedina lepo, podruženje, pogovor in tako naprej. Veganstvo mi v fizičnem smislu ni prineslo nekih bistvenih sprememb.
kar se tudi vidi, ne. Ampak predvsem psihične, način gledanja, drugačen odnos do živali v vsakem primeru in tudi do ljudi, ne. Zdaj malo drugače gledam na svet kot prej, ker če vidiš tam neka čuteča živa bitja, ki želijo živeti, ki vidiš, da čutijo, ob tem pa gledaš ljudi, odnose med ljudmi, se pa vprašaš, ne, kaj je zdaj tisto, kdo je res prava žival, ne. In dejansko, vsaj jaz sem spremenil pogled tudi na druge, tudi na tiste, ki mogoče jih prej nisem toliko maral, ali pa, kako naj rečem, mediji so nas oprali, neko sovraštvo nas je oprali do drugačnosti, do drugače mišlečih, do drugače tistih, ki drugače gledajo. Mislim, da mi je veganstvo ravno tukaj odprlo največ pač počutje in odnos. To. Ne obremenjujem se toliko s težo, ne, pač takšen sem kot sem. Ne zdaj, da pač takšen sem kot sem, pa boli me kurac, ne, pardon izrazu. Ampak ne, rad jem, rad imam hrano, zdaj končno pravo hrano, vem, kako izgleda hrana, vem, kakšen je nabor, ki prej pojma nisem imel, ne, fižol, krompir, meso, sir, to je to. Zdaj imamo pa tisoče žit, tisoče stročnic in koliko naj bom suh. Ob vsem tem ne moreš piti. Ne. Zdaj še pa vsi ti nadomestki zraven, ki sicer ne dam jim veliko pomena, ampak probam jih pa rad, ne. Veš, in to je to, ne. Vem pa, ja, predvsem premalo gibanja, ne, pa redni obroki, ki jih nimam, ker pač jem, ne vem, neredno, enkrat na dan, dvakrat na dan, pa takrat preveč. To je to, ne. Pa so posledice take, kot so. Ampak, I'm good. Veganski aktivizem mi je blizu. Iz mojega vidika žal na Virgile in podobne zadeve, kjer vidim živali, ki trpijo, ne morem, ker ne morem. Ne bom se niti trudil, hudo mi je že zdajle, ko sploh pomislim na to, ampak želim pa ravno s temi druženji, s predavanji, ki jih bomo zdaj vsak mesec organizirali v Celju, z objavami na Facebooku, tudi če neko bedarijo skuham ali pa če grdo zgleda, nima veze, da se simpel pripraviti, da se v enem loncu pripraviti, tudi če je sam solata. Tudi če sam parajsko sem ga zvrta pobral, pa ga veliko pojem, popustno, ampak lej, vsaka oblika šteje, no. Tudi ena misel čez mogoče, ne vem, par mesecev, čez par let pride, ne. Jaz vidim res ta Facebook, ne, se ga ne maram toliko, ampak dejansko s temi objavami, ki jih počnem, tudi ne vidim odziva vedno na Facebooku, se ne gre za tiste lajke, ne, ampak gre se res, da pride do tistih ljudi, ki mogoče to rabijo, ne. In res sem vesel, veš, pride včasih nekdo, ne, nekje se srečamo, jaz bi požaral tisto, ko si naredil. A veš, pa ni vegan, ne. In ta isti, ne, ko ga imam v mislih, mi je rekel, ampak sem ga videl zadnjič v Loving Hatu. Lej, če bo prišel vsak teden enkrat, je več kot pa nobenkrat. Ne. Tako da aktivizem, koliko se da, za vsako besedo, vsakomur. Ponavadi se mi ne da preveč filozofirati z nekimi, ker vidim, da ni smisla, ne, ampak poskušam pa potem na kak tak kontra način mu povedati, ne, daj povohi, ne. Kaj naj voham? Ali smrdim po cipresah? Ne? Ali smrdim po, ne vem, gnoju? Ali sem pokopan? Živim? Ne? Od 2012 sem vegan, pa še nisem umrl. Mislim, da mi kar fajn gre, no. Ampak veš, zanimivo, ne? To bi še rad dodal. Kljub moji teži, nimam problemov s sladkorjem, ne? Nimam problemov s holesterolom, edino malček povišan pritisk imam. Ampak, če gremo zdaj dati kogarkoli na merjenje, mislim, da že bi zdaj kar vsakmo radi tablete poturili. Tako da,
Glede tega sem kar razmišljal, ampak ne predstavljam si imeti človeka ob sebi v istem stanovanju, v istem hladilniku, ki ima živalske proizvode noter. Ne predstavljam si, da ima na sebi kremo, ki je iz masti, ne vem, recimo labelo ima kitovo maščobo v sebi. Koliko se ne poljubim s takim človekom, če razumeš, ne? Da je mrtve živali, trupla, se ljubčkaš, pri meni to ne gre, no. Tako da ne predstavljam si, da ni veganka, ne. Vegetarijanka, ampak taka, ki bo šla na veganstvo, drugače pa ne. Želim, da vsak razmišlji še pač po svoje, da vidi, da ni kar to, da je vegan zato, ker ne je mesa. Ker pa si enostavno rastlino jeti. Nisi vegan, ne. Vegan pomeni veliko širše, ne. Kot vegan ne uporabljaš nič živalskega, ne. Zakaj? Zaradi sočutja. Ampak če si sočuten, bod sočuten tudi do ljudi, tudi do beguncev. Čeprav niso iz tvoje vasi. Postanite vegani, če še niste, zdaj pravi čas. Vedno je pravi čas. Zdaj grem pa na pir. Tudi če sem vegan. Veš, to še sam povem, ne. Sej, ali boš vključil kje ali pa ne. Super. Enkrat smo delali na terenu, v eni firmi v Konjicah, pa so bile tam ene take malo bolj močne punce, ne. Punce pač malo starejše, ampak nima veze, ne. Me tako pogleda, pa nasmejan, ne, se trudim, da sem, mislim trudim, pač fajn mi je. Mi reče, mi debeli smo pa veseli. Bom pozabil.